Lepo pozdravljeni, dragi dijaki, sodelavci in vsi ostali, ki vas bo morda nagovoril tale video. Danes bom govorila o 10 preprostih načinih ali tehnikah za sproščanje telesa in duha. Pri vzpostavljanju harmonije v telesu v bistvu bližnjic ni. Ljudje smo pa nagnjeni k temu, da iščemo zmeraj najlažje načine za dobro počutje. Vendar se pri tem ne zavedamo, da je to v bistvu proces. In ta proces mora v bistvu postati naš način življenja. Sproščanje telesa in duha v tem času, v katerem sedaj živimo, je izrednega pomena. Prilagojeni način šolanja in karantene lahko vplivata na nastanek depresije in številnih drugih oblik bolezni. Zato je pomembno, da smo pozitivno naravnani ali pa da se poslužujemo neke tehnike, ki nam v bistvu pomaga spraviti telo v ravnovesje. Pa poglejmo teh 10 preprostih načinov za sproščanje. Vse tehnike so izjemno enostavne, zato se jih lahko lotite sami. Vse, kar potrebujete, je miren, prijeten prostor. Izvajate jih lahko sede ali leže, pomembno je, da se udobno počutite. Prvič, avtogeno sproščanje. Avtogeno pomeni nekaj, kar izhaja iz nas. Gre za tehniko vizualizacije, podob in zavedanje telesa. Pojdite v položaj, ki vam najbolj ustreza. Lahko je to leže ali sede. Če se uležete, se uležite na hrbet. Noge nekoliko razmaknite širše od bokov, pri tem vam bodo pa stopala sama od sebe rahlo padla navzven. Dlani ob telesu obrnite navzgor. Temu položaju rečemo mrtvak. Pokrijte se, da vas ne zazebe. Če se odločite, da boste sedeli, poskusite zavzeti lahek jogijski položaj, ki ga vidite na sliki. Stisnite palec in kazalec, Gyan Mudro, in iztegnite roke. Zaprite oči, globoko vdihnite in izdihnite. Osredotočite se na posamezne dele svojega telesa. Na primer, da začnemo sproščati mišice v glavi, vratu in ramenih. Nadaljujte s sproščanjem rok, trupa, zaključite se pa z nogami in prsti na njih. Pomembno je, da odmislite vse težave, s katerimi ste se obremenjevali čez dan ali pred časom. In zdaj, ko ste sproščeni, si zamislite prijetno pokrajino ali vaš najljubši kotiček, pri tem pa sproščeno in umirjeno dihajte. V mislih si ponavljate pozitivne spodbude in stavke, ki jih poskušajte zasidrati v zavest. Drugi način je sproščanje mišic. Pri tej tehniki se morate osredotočiti na počasno napenjanje in sproščanje vsake mišične skupine posebej. Na primer, napneš mišice na rokah, držiš 5 sekund in nato sprostiš 30 sekund. Vajo ponovite še enkrat in se nato lotite druge mišične skupine. Pomembno je, da greste skozi celo telo. Tretjič, vizualizacija. S tehniko gre za oblikovanje podob v mislih. Z mislimi potujemo v miren sproščujoč kraj, na primer ležimo v oceanu in sedaj pomislite na vonj slane vode, zvok valovanja morja in na toploto sonca. Pomembno je, da se vizualizacije lotite v tihem prostoru, da zaprete oči in se znebite oprijetih oblačil, ki bi vas med sproščanjem le utesnjevala. Pri tem vas lahko podpre primerna glasba. Glej link na sliki. Četrtič, trebušno dihanje, položaj mrtvaka. To je tehnika, s katero pridemo v 5 do 10 minutah do sprostitve telesa in uma. Uležite se na tla, položaj mrtvaka, zaprite oči in ozavestite se svojim telesom stik s podlago. Počasi vas preplavi občutek sproščenosti. Sedaj globoko vdihnite s trebuhom in izdihnite. Pri tem se trebuh dviguje in spušča. Ne skrbite, malo vaje, pa bo šlo gladko. Petič, notranja tišina. To je jogijska tehnika. Privede vas do uravnoteženega delovanja možganov in umiri vaš živčni sistem. Gre takole, s kazalci si zamašite ušesa, globoko vdihnite skozi nos, ter z izdihom in zaprtimi usti na glas izgovarjate. To ponovite 10-krat. Šestič, meditacija. Meditirate lahko sede v jogijskem položaju, lahko na stolu ali leže v položaju mrtvaka. Meditirajte zgodaj zjutraj ob vzhodu sonca ali proti večeru, ko sonce zahaja.
Začnete lahko s samo 3 minutami in počasi povečujete čas trajanja meditacije. Meditirate lahko v popolni tišini ali imate v ozadju glasbo. Pomembno je, da vztrajate in izvajate meditacijo vsak dan. Čez čas bo meditacija postala del vas in si ne boste mogli predstavljati dneva brez nje. Na sliki sta še 2 linka kot predlog, katero glasbo uporabiti. Na kanalu YouTube pa imate tudi številne druge vodene meditacije. Tudi te si lahko izberete. Skratka, naredite to, kar vas najbolj vleče. 7. Poslušanje glasbe. Lahko izberete svojo glasbo, ki jo radi poslušate. V tem primeru lahko tudi pojete zraven ali pa celo plešete. 8. Živeti v sedanjosti. To sedaj zelo veliko slišimo. In kaj to pomeni? Naših misli v bistvu premlevamo, kaj je bilo ali pa kaj bo. Velikokrat tudi, kaj bi lahko storili bolje. Ali si celo očitamo, zakaj smo ravnali tako, kot smo. S tem moramo takoj prenehati. Ozavestimo, da smo storili vse, kar smo najbolje. Če se preveč s tem zapletamo, izgubimo žar in učinkovitost v sedanjem trenutku. In pomembno je to, kar je tukaj in sedaj. Zelo pomembno je imeti tudi, gremo 9. dnevni ritual. Vsak dan se začne s pitjem mlačne vode z limoninim sokom, lahko tudi brez. Saj med spanjem ter jutranjim obiskom kopalnice izgubimo skoraj liter vode. Nadaljujemo z jutranjo telovadbo ali vadbo, ki jo opravimo čez dan. Ta naj je takšna, ki jo imate rade in v kateri uživate. Jutranja telovadba namreč sprošča endorfine, hormone sreče, ki v bistvu pozitivno vplivajo na naše mentalno zdravje ter izboljšujejo naše razpoloženje. Vplivajo na fizično zdravje vsake vaše celice. Jutranja fizična aktivnost ima v bistvu pozitivni učinek tudi na možgane. Razgibavanje čutno poveča ostrino uma in hitrost sklepanja. Vsekakor je to dobra priprava na vse preizkušnje, ki vas čakajo čez dan. Zato imeti športno vzgojo zjutraj ali celo pred testom je zelo pozitivno. Redna in uravnotežena prehrana je obvezna za dobro počutje. Pripravite si tako hrano, da boste v njej uživali. Jejte z veseljem in počasi. Tekom dneva je za vas pomembno tudi učenje. Učenje je proces, ki vam omogoča pridobivanje znanja. To znanje boste lahko uporabljali v raznih življenjskih situacijah. Bolje boste razumeli sebe in svet, bolj modro boste posegali vanj. Zato poskusite pristopiti k učenju z veseljem, z vedoželjnostjo. Odločite se, da je učenje lahko za vas zabava in videli boste, kaj se bo zgodilo. Vsako jutro in vsak večer se zahvalite. Občutite hvaležnost, na primer za svoje zdravje, za ljubezen, obilje in blaginjo, za družino, prijatelje, fanta ali punco, tudi za šolo in profesorje, za vse stvari, hkrati za obilje in blaginjo, ki je okoli vas. Večerna sprostitev je čas za vas, za prijatelje, družino. Pozanimajte se, kako so oni preživeli dan in se pogovarjajte. Poskušajte se potopiti vase ter ugotoviti, ali ste sami s seboj zadovoljni ter ali se imate radi. Se spoštujete, cenite in ste do sebe in do svojega telesa dobri. Če ste s tem, kar vidite, zadovoljni, potem le nadaljujte svoje življenje tako. Če s tem, kar vidite, niste zadovoljni, te ste večino časa nesrečni, potem bodite iskreni do sebe in si zaželite spremembe. In vztrajajte na tej poti. Na koncu smo 10. Priporočam literaturo za vse tiste, ki radi berete. Ob reki Pedri sem sedela in jokala ter zdaj. Torej, vse, kar smo našteli, vam ni treba uporabljati. Lahko si izberete samo eno tehniko ali poskusite vsaj dnevno rutino. Karkoli izmed tega, samo da boste nekaj pozitivnega naredili zase. Ko boste uvideli, da vas te tehnike vodijo k zdravju in sreči, si življenja brez njih ne boste več hoteli predstavljati. In da še vse skupaj povzamemo. Kaj je pomembno? Vztrajajte mesec dni. Poskušajte slediti priporočilom, ki vam bodo pomagala vzpostaviti ravnovesje. Poskušajte slediti sebi in samo sebi. Ne ozirajte se na druge ljudi in ne dovolite, da vas peljejo s poti, na katero ste stopili. Opazujte svoje misli,
Pazite na izgovorjene besede ter poskušajte biti zavestni v svojih dejanjih. Po mesecu dni vztrajanja boste druga oseba, postali boste bolj samozavestni, ponosni boste nase, kar pa je najpomembneje, imeli se boste bolj radi, ker ste vztrajali pri tem, za kar ste se odločili. In odločimo se ponavadi samo zase. Za konec moje sporočilo, dragi dijaki, sodelavci in vsi ostali, za vas je: imejte se radi.